Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. No, danes bomo govorili o vinjetah, ampak ne tako, kot bi si mislili. Namreč zagotovo se zgodi kdaj, da prileti kak kamen v steklo oziroma da je iz tega in onega razloga treba menjati vetrobransko steklo na avtomobile in to seveda jasno tudi pomeni, da gre vinjeta, ki je prilepljena na to vetrobransko steklo, tudi v koš. Seveda vam pri Darsu omogočajo, da dobite nadomestno vinjeto, lahko pa se tudi odločite, da dobite povrnjen del sorazmeren del denarja. No, sicer pa zakaj bi jaz na dolgo in široko razlagal, ta trenutek sem prav tukaj na Darsu in če se ne motim, pravkar en gospod pri šalterju poskuša dobiti ravno to nadomestno vinjeto, pa bom kar pristopil. Ja, izvolite, naslednji. Dober dan, gospa. Meni je priletel kamen v šipo in se mi šipa razbila, imel sem polletno vinjeto, zdaj pa so mi v delavnici menjali šipo, pa bi rad zdaj... Kaj še, krvno grupo boste mi svojo povedal še? Ali pa mogoče ženin horoskop, obrazec mi dajte. Kaj ne dam? Ja, obrazec, kaj ste ga dobo? Obrazec? Ja, ko ste šipo menjal. Aha, dobro, ja, tu imam. Jaz bi rad zdaj samo vinjeto. No, kaj ste, papagaj, sem dajte to. Malo bi lahko bili bolj. Ja, kaj ste vi sami na svetu, vidite, da je gužva? Dobro. Jaz bi se opravičil, reporter Milan, pozdravljeni, gospa je očitno malo... Ne, se verja, gužva, pač malo, jaz sem zdaj samo po drugo vinjeto prišel. Aha, nič druga. Ja, no to me zanima. S kom se boste menil zdaj? Poslušajte, obrazec ni v redu. Ko šipe, rabim. Kaj rabite? Ja, ko šipe, stare vaše, ker obrazec ni v redu. Ja, šipa je tam, če sem jo ven, ne, kak neko šipe, če cela šipa, samo je zlomljena. Kak si to misli? Ja, te pa mi denar dajte, gospa, bom se šel sam vinjeto. Dobro, kaj smo banka mi? Ja, ne za vinjeto, smislu denar. A če pa tako, pa lahko vam jaz dam obrazec, pa izpolnite, ker lahko dobite pol sorazmerni delež, torej, če ste vi plačali 35 € za polletno vinjeto, se potem izračuna nekje okrog 16,5, pa če to delimo s 3, nekje do konca meseca januarja bi mogoče potem vam lahko nakazali teh 6,5 €. Ja, ne, dajte, da imam drugo vinjeto, kak 6,5, če sem 35. Če nimate pravilnega obrazca, vam pravim. Kako obrazca, če ste rekli račun? Čujte, povejte vi temu butastemu mehaniku, da vam je napačen obrazec. Zdaj pa, če se odstranite naslednji... Kaj naj jaz naredim? Gospod, mene ne zanima, kaj boste vi naredili. Naslednji, odstranite se. Ja, kaj nekomu nazaj grem? Mehaniku, idite, vam pravim. Gospod, jaz predlagam, da stopiva k vašemu mehaniku, ja? Ja, druge ne bo. Ja, grem jaz z vami. No in zdaj smo pri mehaniku tega gospoda, ki mu je zamenjal šipo in gremo pač reči, ne, kaj bova. Ja, Franca! Tu sem zadnji, kaj je? Če malca, no glej, koliko je ura. Franca, ti mi nisi dal pravega totega papira za vinjeto. Pa daj, idi verjetno, kaj da mi jaz sem polopismen, kaj daj, če imam malco, no. Če pa nisem dobo, ali mi daš šajbo celo z vinjeto? Ja, v kaj so ne od zadnji, kaj ti Te pa mi daj pravi račun toti, ker nisi dal. Kaki račun, pa se si dobo. Na Darsu rekla, da ni prav. Kdo je rekel na Darsu? Na Darsu, ona tam, ko sedi. Ola, na Darsu mi ga lahko malo potegne, veš? Ja, zdaj ne, vem, kdo bo komu vlekel, samo jaz sem 35 €, dal Franca. A tu imaš obrazec, ko si ga dal, pa idi. Ni pravi obrazec. Kaj, kdo pa ti si? Reporter Milan, pozdravljeni. Kaj ti pa podvozje rabiš nastavljeno, kaj pa če ima malco, no kam silite, mene? Meni nastavljati. Ja, pa kaj naj zdaj naredim, tako je rekel, da si butasti. Ja, to so bile njene besede. A tak, zdaj pa idi nazaj k toti. Ja? Idi nazaj pa reči, tako, ko pa Franca zdaj not vžgal, ne? Pa ko bo svojega butla gor vrgo na pult, bojo vse tam imele kaj za delati. Dobro, mislim, ja nič. Ja, kaj bova zdaj? Ja, vinjeto sem šel kupiti, kaj da čem drugo. Ja, torej, drage dame in gospodje, bodite torej previdni, ker se lahko zadeva zakomplicira. To je bila še ena resnica, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Reporter Milan in študentski servis Maribor z roko v roki.